Dober večer, dragi gledalci in drage gledalke. Moje ime je Olga in gledate oddajo O. Danes imam posebnega gosta, gospoda Alfi Nipiča. Pozdravljen, dober večer. Lepo pozdravljeni in seveda pozdravljene vse gledalke in gledalci, ki nas danes spremljajo. Jaz bi se najprej rada vam zahvalila, ker ste prišel v mojo oddajo. Res zelo sem vesela in ponosna na to, da sem vas lahko dobila, da ste si vzel čas. Hvala lepa. Ni zakaj in tudi jaz se zahvaljujem za vabilo. Ni zakaj tudi vam. Torej, da začnemo z vprašanji. Ja. Stari ste 70 let, a ne? Ja. Od tega se že kar 50 let ukvarjate z glasbo. 52. 52 celo. No, vidite. Da si lažje predstavljamo vaš začetek, bi lahko nam malo opisali tisti usodni dan, na katerega ste se odločili, da boste pel celo življenje. No, jaz sem že takrat v osnovni šoli nastopal na raznih proslavah, spremljal sem se s kitaro in kasneje sem začel tudi igrati bobne, ker sem hotel biti v enem ansamblu tudi bobnar, tako da sem nekako se vedno predstavljal, da bom imel en stik tudi z raznimi inštrumenti. Vzporedno z tekstilno-tehnično, kjer sem jo končal v Mariboru, sem hodil tudi na glasbeno šolo, kjer sem pa prepeval bolj resno glasbo. Skratka, moja profesorica rekla, da bi pač z ozirom na to, da sem imel, rekla je, močno štimo, torej močen glas, je rekla, da bi bilo zelo v redu, če bi se odločil pač za resno glasbo. Kar pa ni bilo takrat v moji glavi in sem se odločil bolj za zabavno glasbo. Jaz sem potem tudi prepeval na raznih, kaj jaz vem, proslavah tudi v srednji šoli, kjer sem nekako prepeval včasih tudi s kakšnim kolegi, ob še več kitarami, seveda klaviaturami, ob klavirju. In kasneje sem začel prepevati na mladinskih plesih. Takrat na prvi državni v Mariboru in na drugi državni so imeli vedno mladinske plese. Tam je bil vedno bend, takrat je bilo trenutno eno takšno vzdušje, da je zelo prevladal Dixieland band, to je bilo med 6 in 8 in 10 ljudi. In takrat sem jaz prepeval z njimi na raznih teh prireditvah. No, potem, ko sem končal tekstilno-tehnično, sem se vpisal v višjo, ampak takrat po srednji šoli sem nekako zajadral 1962. leta med profesionalce in sem ostal do današnjega dne. Kdaj in kje ste prvič javno nastopili? Prvič javno sem nastopil, meni se zdi, na Radio Maribor, to je bila ena nedeljska oddaja, Mariborski feljton. To je, lahko rečem, bil moj prvi stik z mediji, torej z radijskimi mediji, ker takrat televizija ni bila še tako, mislim, zanimiva za ljudi, da bi razne preditve prenašali ali pa da bi bilo veliko glasbe na televiziji. Bila je bolj informativno usmerjena in seveda kakšni filmi so bili. Tako da sem, mislim, prvič, nekako tisti prvi stik z mediji je bil res moj radijski stik z mediji. 8. decembra leta 1971 je bila prvič posneta pesem, katera je do sedaj seveda tudi vaša največja uspešnica, Silvestrovski poljub. Poljub. In zakaj menite, da ste bili ravno vi izbran oziroma določen kot izvajalec za to pesem? Ne bi rekel, da sem bil izvajalec. Jaz blazno, že od takrat dalje in v svojem življenju sem vedno spoštoval slučajnosti. Mislim, tako da se nekako spontano vse dogaja. In takrat me je poklical takratni dirigent Big Banda RTV Ljubljana, to je bil gospod Jože Privšek, ki je veliko naredil v slovenski zabavni glasbi in tudi v džezu. In me vprašal, če bi hotel zapeti eno pesem, ki bo v eni televizijski oddaji ob novem letu. Jaz sem to sprejel, to pesem sem posnel in takrat se mi niti sanjalo ni, da bo to enkrat v daljnih časih, potem še z leti, vedno ta pesem nekako ostala in ostala kot evergreen meseca decembra in to je bil zgolj čisti slučaj. Zakaj ravno vas? Ne vem. Marsikdo je posnel še druge pesmi, jaz sem tudi veliko drugih pesmi še posnel. Posnel sem zabavne glasbe, okrog 200 pesmi zabavne glasbe in lahko rečem, da je to vedno odločitev publike, katero pesem, katero melodijo, katero skladbo sprejmejo in
da postane toliko popularna, da si jo vzamejo zase, mislim, da to večkrat poslušajo. In to ne moreš ti določiti ali pa reči, zakaj ravno ta. Naprimer, jaz vem, da je Elvis Presley posnel ogromno materijala, skratka ogromno skladb, ampak vedno so nekako, ne moreš vsako skladbo primerjati s tistimi, ne vem, ko so res se zasidrali v določene ljudi in vsak ima svoj evergreen od kakšnega pevca, ne? Ampak nekatere skladbe potem prevladajo. Pa mislite, da zaradi vas je ta pesem postala prava slovenska uspešnica? Veste kaj, to je zgolj spet slučajnost, ne? Tu v vsaki skladbi mora biti v redu melodija, v redu besedilo, v redu aranžma, torej, ki ga je napisal konkretno za to pesem Jože Privšek, in seveda, če še paše zraven interpretacija, torej barva glasu in pa interpretacija, kako ti to zapoješ, ne? In jaz vedno pravim, da v vsako pesem je treba dati dušo. Jaz vem, da takrat mi je ta pesem bila všeč, če sem čisto iskren, sem pričakoval malo bolj hitrejšo skladbo, ker je pač veselo, novoletno vzdušje, ampak ko sem potem nekajkrat slišal, nekako si mislil, da je temu, ki je to napisal, torej gospod Jože Privšek, ta dirigent, sem rekel, mu je uspelo. In tudi besedilo se je zlivalo z melodijo, to je blazno važno, ne? Pesmi, ki ostanejo, ne? Ali ti takoj ostanejo v spominu, ali se pa ti počasi, vedno znova bi rad tisto slišal, ne? In ko to vedno znova poslušaš, vedno znova ti je všeč, vedno znova, kaj odkriješ, je to, lahko rečem, potem tvoj osebni evergreen, ne? In če imaš veliko osebnih evergreenov, pa potem ta pesem res nekako ostane pri ljudeh. Ampak ta pesem je res ostala zavedno, kajti noben se je ne naveličal, vsi jo poslušajo 31. decembra, vsako leto tudi nastopate potem, ne, za novo leto. Ja, takrat je malo res, včasih komaj zdržim, ampak jaz imam, lahko rečem, kar več evergreenov. Naprimer, en tak evergreen moj je, ki sem ga zapel na enem festivalu v Mariboru, naprimer Štajerc, ki sem tudi štempelj dobil, ko so vedno rekli, včasih mi niso rekli Alpi, pa so rekli Veseli Štajerc, ne. Potem en tak evergreen moj je, lahko rečem, Poljane, ne, Poljane je dom prelepih dni, ali pa Preavsenik, ko sem posnel 1973. leta, sem posnel prvi valček z ansamblom bratov Avsenik, Slovenija, odkot lepote tvoje. Pa sem šel včasih po cesti, pa so za mano pripevali Slovenija, odkot lepote tvoje. In sem rekel, mogoče bo pa tudi ta ostala. In je ostala, ne. Ostala je pri vseh Slovencih po vsem svetu, kjerkoli so Slovenci po svetu, če boš mu zapel to pesem, bo takoj ti znal povedati, da je to od koga melodija in kdo to poje. Mislim, to je zanimiva stvar, ne. Ok, si predstavljate koga drugega namesto vas za to pesem? Ja, jaz si predstavljam, vse so tudi prepevali, mislim, tudi drugi, ampak to je tako, ne. Če kdo zapoje od Elvis Presleyja It's Now or Never ali pa Sole Mio, jaz vedno rad poslušam v originalu, ne. Tudi če kdo drugi zapoje, je spet interpretacija drugačna. In zdaj, koliko si ljudje zapomnijo in kaj imajo v glavi, katero interpretacijo, kot sem že prej omenil, barvo glasu in način prepevanja te skladbe. In lahko je ti mogoče, se tudi zgodi, da je nekdo posnel skladbo, naprimer, ne, in ni ratala hit, ni ratala evergreen. In je potem posnel en drugi ansambel to neverjetno, z drugo interpretacijo, malo drugačno aranžma in ta skladba je postala hit. Mislim, to so zanimive zadeve, ki moraš reči drugi, sveta, vse tudi drugi pojejo, ampak bo takoj rekli, bo en zapel, kaj jaz vem, od ne vem katerega pevca, od Tom Jonesa eno skladbo in bo rekel, ne, to pa ni Tom Jones. Ali pa to pa ni Shirley Bassey, ali pa to pa ni James Brown. Ne, to pa čisto drug, ne. Zdaj pa spet, koliko njemu to prepevanje všeč. Da bo rekel, ne, meni pa bolj ono všeč, mislim tisto drugo, ne. Ampak ve pa, katera skladba je to, katera skladba ve in kdo je prvi zapel, ne. To je vedno važno. Kaj pa za vas je važno tisto, ker velikokrat ste dejali, da vaš oče je želel od vas, da bi odnehal s petjem, oziroma je čakal, da vas mine. Ne, mama je želela. Mama? Ja. Oče je vedno govoril to, kar mi še danes se vedno nasmehnem, pusti ga, vse ga bo minilo, ne.
Tako. To je vedno rekel oče, ker mama je pač hotela, da bi jaz bil nekje, kaj jaz vem, kot tekstilni inženir, diplomiran, da bi jaz potem se v tekstilu, ker bila je takrat v Mariboru in v Sloveniji tekstilna baza predvsem močna, ne. Ampak vidimo, kako daleč je s tekstilom šlo in tako da sem jaz, ne da sem vesel, ampak jaz se nisem mogel odtrgati od glasbe in jaz sem v teh 52 letih ogromno razkiral, ne, ker v dobenem poklicu ali pa v življenju niso samo vzponi, so tudi padci. Jaz sem bil včasih po nekaj mesecev brez dela, brez službe, tako kot vsi drugi. Naprimer, poznamo, da ne bom povedal imena, človek, ali pa naprimer, zdaj, ko sem še prej omenil Tom Jonesa, on je delal v rudniku. Naprimer, poznam enega pevca, ki je najprej posodal pomival po hotelih. Tako da, dobeno delo ni sramota, če nekaj delaš. Ne? Ampak, da tiste stvari, ki se lotiš, jaz pravim vedno, ljudje, ki se delajo 2 leti to, pa 5 let to, pa 4 leta to, pa 2 leti to, mislim, ne bojo nikoli naredili nekaj velikega, ali pa če se jim slučajno posreči, da se najdejo. Ne? Če pa skozi bezlajo okoli, vse nekaj pomalem, ampak ni pa tisto vztrajnost, da ti nekaj delaš, naprimer, pa 30 let. Ne? In če se boš ti z nekom pogovarjal, ki nekaj dela 30 let, ti bo sigurno znal drugače svetovati, kot pa nekdo, ki jih dela 3 leta. In potem dela spet nekaj drugega. Ne? Se pravi, vi ste se našel, vam ni žal, da ste se odločil? Jaz, če bi še enkrat živel, pa če bi še enkrat to čutil, kar čutim zdaj še do glasbe, bi še enkrat začel, mislim. In včasih mi kdo vpraša, kako dolgo še. Ne vem, mislim, težko reči, dokler me bo glas služil, jaz še vedno imam razpon svojega glasu, še vedno isti, kot sem ga imel pred 30 leti. Ne? Tako da, pa ne rabim niti, da bi rekel, da ogromno vaditi. Ker jaz pravim, da imam kavarniško akademijo, ne, ker sem 12 let prepeval vsak večer v lokalih. Ne. In, kaj jaz vem, potovalno fakulteto. Mislim, če ti nekaj dosti delaš, se tudi nekaj od tega naučiš. Če te zanima stvar, da se poglobiš te stvari, jaz sem, naprimer, imam okrog 360 avtorskih del, ne. Naprimer, jaz sem napisal ogromno tekstov, napisal sem tudi ogromno glasbe, igral in prepeval sem na ogromnih prireditvah, na ogromnih televizijskih oddajah, v direktno ali bil gost v raznih. In povsem normalno, da ti od tega nekaj ostane, da si se nekaj naučil. Ne? To je normalno. Če bo kdo veliko nekaj stvari delal, boš rekel, tu sem pa malce napako naredil, tega pa več ne bom. Ne? Ker potem začneš analizirati, pa gledati, opazovati, ne? To je pri vsakim poklicu tako, tudi pri športnikih, če igrajo eno tekmo, boš rekel, tu sem ga polomil, drugič pa ga ne smem. In isto je pri tem poklicu, tu sem pa to naredil, to mi pa moram malo drugače. Ne? Zdaj, če imaš še nekoga, ki ti dobro svetuje, jaz sem eno odlično profesorico, profesor Končičevo v Mariboru, ki je bila tudi operna pevka. Tudi ona si je želela, da bi se bolj z resno glasbo ukvarjal, da bi nekoč bil operni pevec, tako kot njenih veliko učencev. Ne? Ampak mene je pač vleklo čist drugo smer in mi ni žal, hvala Bogu, da sem se za to odločil. Ne? In, ker nekaj je važno, najbolj važno je, da ti v svojem poslu, v svojem poklicu, v tisti stvari, ki delaš, uživaš. Da ti vsak trenutek prijeten, da uživaš, ker delaš in se uživaš, ker bo spet delal. Ne? To je tisto, kar ogromno pomeni, kar ti daje kvaliteto tudi tistega, kar ti delaš. Se pravi, menite, da vaša mama je le spremenila mnenje? Je, potem, ko je videla, da gre počasi navzgor in da ni to tako, se je ona predstavljala. Vse to je normalno, da vsak starš pač si misli najboljše za svojega otroka. Ne? Ampak jaz, ker sem to doživel, sem pa ravno za svojega sina, ki je bil izredno nagnjen k elektroniki, sem rekel soprogi, pusti ga, ker vidim, ne? In še danes, včasih cele noči presedi ob svojih zvočnikih, ker on se ukvarja, ima tonski studio, ne, za snemanje in potem se ukvarja tudi z
ozvočenjem in z osvetlitvijo. Ne. In to ima izredno veselje do tega, on zato živi in to je nekaj najlepšega, kadar tebi ni poklic, ko gledaš na uro, kdaj boš končal. Tako. Ampak ko pogledaš na uro, rečeš, tako hitro je minilo. To je zelo važno. Ne. Res je. Takrat ti ne trpiš, ampak uživaš in to je tista pozitiva za človeka, ki te žene naprej, da ustvarjaš in da si pač vedno bolj seznanjen s tistim, kar delaš, pa vedno več veš. Ne? Torej, vi uživate v glasbi. Kaj pa druge stvari? Kakšne hobije? Ja, v prostem času? Kaj počnete? Moj oče se ukvarja s konji, jaz sem tudi, pač to je bilo mogoče sreča, on je dirkal, bil je, mislim, za sulke in skratka, in se potem sem tudi to malo probal, ker me je vedno zraven vodil, no in sem celo 2-krat zmagal v Mariboru na dirkah, ampak jaz imam izredno rad konje, rad sem jahal, ker sem imel pred časom še enega kolega, ki je bil tudi oskrbnik tam v enem centru in mi je vedno dal ali da sem se peljal, torej z ulkim, ali pa da sem jahal. Ne. Je pa to spet tak, ne. Meni glasba vzame ogromno časa. Ali se ukvarjam s tekstopisom, mislim, da pišem tekste, ali kakšno melodijo, da pišem novo skladbo, ali pa na snemanjih, na nastopih in tako naprimer danes sem tu gost, ampak to ni samo ta ura ali pa tih 30 minut, kaj bomo se mi pogovarjali. Ne. Ti moraš priti, se pripraviti, oddelati, se posloviti, iti nazaj in ko pogledaš, pa vidiš, da je to 4-5 ur. Ne. To marsikdo ne ve, mislim, če to tako na hitro gledaš eno oddajo. Ne. Naprimer, en film snemajo včasih po ne vem koliko let, mi ga gledamo v uri pa pol. Res je, ja. Ne. Se pravi, zelo malo imate prostega časa. Ja, lahko rečem, da včasih, ko se tako zamislim, pa rečem, zdaj pa si mogel več časa vzeti zase. Ne. Pa še jaz rad grem v naravo, ker tudi živim v naravi, sem se ravno zaradi tega svojega poklica odločil, da stanujem izven mesta v Mariboru, kjer sem rojen, malo izven, v naravi in to mi je tisti užitek zjutraj, ko se zbudiš v mestu, je le v mestu občutek. Ne? Če si pa malo izven mesta na deželi, je pa to spet mogoče vsaj zame, no? Vsaj zame en prijetno občutek. Ne? Se pravi, vidimo vas na odrih, prihajamo na vaše koncerte, gledamo vas po televiziji. Prisotni ste vse posod. Kaj pa osebno življenje? Ja. Ste poročeni, imate otroke, omenili ste prej, da imate sina. Jaz imam 2 sina. Kje je čas za njih? Kje je čas za družino? So tako odrasli, da že včasih rečem v šali, če se vidimo februara, pa še pride kaj do Božiča. Ne? Tako da tudi oni so obremenjeni svojim ali pa svojim delom, ne? Tako da se srečujemo ob raznih praznikih, v kakšnih praznovanju, osebnem praznovanju. Z ženo sva poročena točno 41 let. Če si v takem poklicu, moraš najti partnera, ki te bo razumel, ne? Ker to ni enostavno. Mene včasih, ko sem šel, torej skoraj 20 let sem hodil na turnejo v Avstrijo, Nemčijo in Švico, sem bil včasih od doma 21 dni, ne? In to 8 mesecev za povrstjo. Mene 8 mesecev pa 21 dni ni bilo doma. Ne? In tu moraš imeti partnera, ki te razume in ki to vse zdrži, ne? To ni enostavno. Ne? Pač imaš ljudi, ki ne morejo biti 2 dni eden brez drugega. Ampak vse zahteva eno žrtvo. Ne? Če se ti ukvarjaš športom, veš, da boš delal, kaj jaz vem, 8 ur, 10 ur, da boš treniral, ne? Na dan. Vsak poklic ima svoje pozitive pa negative in zdaj je tu treba uskladiti, a boš zdržal svojim tistim delom, da boš tudi prekril svojim delom tisto, kar je negativnega, ali pa tisto, kar se zahteva za ta poklic. Ali se spomnite, kakšni so bili občutki na dan 24.12. leta 2014? 24.12.2000 sem jaz prepeval v Podčetrtku, novoletno vzdušje je bilo. To je bilo v hotelu, enem prijetnem hotelu, kjer sem prepeval za svojo skupino. Jaz imam še vedno zdaj skupino. Tako da čez dan, vem, da sem se pripravljal, sem se odpeljal do tega hotela in sem prepeval
2000, to je 1299, 2000 po četvrtku. 24.12.2014. A ja, to pa je drugo. 14. A dva, To, jaz mislim, to. 2000. 2014. 2014 sem prepeval, Niste samo pripevali. ja, jaz sem prepeval to v Ljubljani Aha, pred magistratom aha. z svojo skupino Kaj je bilo še tako pomembnega na ta dan? čez dan. Ja. A ja, Aha, 24. Ja, to pa. 24.12. Ja, no, zdaj pa točno vem. 2014. No, tu pa moram reči, da je bilo zame vsaj eno veliko presenečenje. Ja, To je predbožični večer. Aha. In to sem dobil od predsednika države, torej To. od Borisa Pahorja, državno odlikovanje za zasluge naroda, za širjenje slovenske kulture, slovenske besede, slovenske pesmi doma in po svetu. tako. Ja, točno, To, ja. ta dogodek, Jaz sem ravno malo ta zamenjal dogodek. leto, pa tudi, to je pred Božičem, jaz sem pa zamenjal malo novoletni večer. Pa se spomnite vsako leto tako prireditve, vse, kot ste zdaj, ko sem vam rekla 2014, vi ste zamenjali za 2000 in ste povedali, kje ste bili takrat. Ja. To pomeni, da vi se spomnite dobesedno Ja, vsakega, ogromno se spomnim. Jaz še vedno vsakega znam nastopa. 60-70 tekstov na pamet. Ne rabim dvojnih listkov, nekih stojal, pa jaz še to na pamet prepevam. Moram pa reči, da je bil to zares zame en velik dan, kadar ti nekaj delaš, ne računaš, da boš bil za to neko pohvalo, pa neko nagrado. Ampak to je bilo zame res veliko presenečenje. Jaz sem vedel samo, da moram biti do predsednika, kakšno bo to odlikovanje, pa nisem vedel. niste vedeli ničesar. Obvestili so me z pisarne predsednika Boruta Pahorja in so rekli, da mi pridejo iskat. Sem rekel, jaz bi lahko sam prišel. So rekli, da rajši ne, ker lahko med potjo se kaj zgodi, pa bom zamudil in ne bi bilo zelo v nerodnem položaju, če bi jaz ravno ta dan pa zamudil. Ne. In so mi prišli iskat, so mi peljali v Ljubljano in tam sem potem, ko je gospod predsednik prečital, zakaj sem dobil, zvedel, zakaj sem dobil in kakšno nagrado. Ne. To je odlikovanje, to doma lahko rečem, da to zame v življenju do tistega dne največ, kar sem dobil, zraven tega, da imam 15 zlatih plošč od Avsenikov, to je tudi lepa nagrada. No, potem sem dobil tudi lani, za lani je bilo sploh eno posebno leto zame, ne. Dobil sem tudi Viktorja, to je žlahtnega Viktorja za, kot pravijo žlahtnega, za življenjsko delo. Videla sem, ker sem bila tudi jaz prisotna na Viktorjih, sem vas gledala. No, to je bilo tudi zame res veliko tega? presenečenje in lahko rečem, da je res zame, kot sem že omenil, leto 2014 eno posebno leto. Se pravi, ste ponosen na to, mislite, da to je potrditev za to garanje celo življenje, ker ste podarili sebe, svojo energijo, to mislite, da je to ena taka pika na i, da ste dosegli to, kar No, že prej sem rekel, da kadar ti nekaj delaš, ko delaš z dušo in telesom, ne razmišljaš, da za to delaš, ne, ampak sem pa res imel en prijeten občutek, ko vidiš, da to, ker nekaj takšnega največ pomeni, če ti dobiš svoji deželi, kjer si se rodil in kjer živiš, ne. Tako da lahko rečem, da je to res ena nagrada, ki jo nisem pričakoval, nisem razmišljal v to smer in da je zame to res nekaj kaj se ti lahko sploh zgodi v življenju, da si odlikovan v svoji deželi, tam, kjer živiš. Za svoje delo, ne. Ali se zavedate, kako pomembni ste za slovensko zgodovino? Tega, če sem čisto iskren, Ampak nisem ste. razmišljal. Ampak ste. Ne vem, ne verjamem, ker jaz se ukvarjam z glasbo, mogoče za zgodovino, mogoče Slovensko glasbeno zgodovino. A ja, to mogoče, no, ker kaj jaz vem, jaz sem prej omenil, da čez 200 skladb sem posnel, bil sem ogromno na raznih prireditvah, za Avseniki sem posnel okrog 250 skladb v tujem jeziku in pa 250 v slovenščini, tako da ravno v tem poklicu pač nekaj ostaja, ne? Ostajajo posnetki in lepe slike in spomini. Ja.
Kaj pa imate skupnega z ansamblom bratov Avsenikov, oziroma kakšna zgodba vas veže z njimi? Ja, mene veže z njimi prijetna zgodba. Takoj po, ko smo mi nehali igrati 1990, je Slavko Avsenik, ker smo mi nehali, je eni mladi skupini, to so bili Gašperi, predal, češ naj bojo oni nasledniki, ne? Nasledniki tega. No, en čas je to delovalo, zdaj pa vidim, da pa le nekako njegov vnuk, ki tudi igra, ne? Ker jaz vedno tako pravim, ne? Nasledniki, zdaj, ko bo Rolling Stonesi nehali, ne? Zdaj pa bojo neki nasledniki prišli, jaz mislim, tisto, kar je bilo, ne bo nikoli več. Kako ste pa prišli sploh v to zgodbo z njimi, da ste začeli skupaj sodelovati? Ja, jaz sem takrat prepeval do tega trenutka samo zabavno glasbo in potem nekega dne me je obiskal ravno vodja, torej Slavko Avsenik, in me je ponudil, če bi hotel sodelovati z njimi, ker njihov pevec takrat je odhajal. Jaz sem bil mogoče malo zbegan, malo zmeden, ker nisem imel nekega znanja o tej zvrsti glasbe, ampak kot sem že velikokrat omenil, mi je veliko pomagal in pa seveda tudi pokazal, naučil Vilko Avsenik, brat od Slavka Avsenika, ki je bil akademsko izobražen in izreden pedagog in mi je tudi določene stvari naučil, ki se verjetno mogoče sam ne bi, mislim, mi je veliko pomagal. Tukaj na mizi imate nekaj. Kaj je to? Vaša plošča? To je tudi en lep spomin, to je pa moja jubilejna plošča 50, Jubilejna. Na kateri je, lahko rečem, da so skoraj vse moje skladbe, torej moje skladbe, sam sem jih napisal, tekstom in melodijo, razen mogoče ne dve, prepevajo tudi z menoj razni slovenski pevci, s katerimi sem več stal na odru, kot pevke in kot pevci, ne? Helena Blagne, Tanja Žagar, Pero Lovšin, Babilon. Ja, kar nekaj teh je, ki so veliko stajali z menoj na slovenskih odrih ali pa tudi v tujini, ne? Tako da, to je moja jubilejna plošča, v kateri, če odpreš, je tudi video mojega jubilejnega koncerta, ki sem ga imel dragi gledalci, čist kamera. na drugem delu Slovenije, to je v Škofji Loki, in ki, moram reči, v hipu pošla. Tako da, lahko rečem, v 2 mesecih je bila razprodana, tako da je spet ni, in mi veliko kličejo z raznih trgovin tudi, kdaj bojo spet dobili, ampak mislim, da bo treba po natis narediti, pa spet dati, ker je to pač en dokument, to je jubilejna plošča in meni pač veliko pomeni, ker je opremljena, kot sem že prej dejal, z videoposnetkom mojega jubilejnega koncerta 50 in pa z skladbami, s katerimi prepevam z svojimi prijatelji, in da je skoraj, lahko reči, 95% sem jaz sam avtor in to mi, res zato mi veliko pomeni ta plošča. Prinesli ste kar nekaj CD-jev, te CD-je bomo tudi podelili našim dragim gledalcem. Bomo dali eno nagradno vprašanje in boste dobili to na naši Facebookovi strani. Pišete mi tudi na moj e-mail naslov, oddaje spodaj imate na ekranu. Sedaj pa lahko izberete en videospot in ga bomo zavrteli našim gledalcem. Torej svojega enega priljubljenega, katerega imate najraj vi. No, kateri je to? Včasih, ko si zamislim, kaj jaz vem, zdaj ne vem, moram prav pogledati, pa naj bo tisti ta prvi, ko je v črno-beli tehniki, to je moja prva skladba, ki sem jo napisal kot prvo v svojem življenju. Naslov je pa Zakaj ljubezen mine. In to je prva skladba, ki je v črno-beli tehniki za nalašč, ravno zato posneta, ker je to moja najstarejša avtorska, torej moje najstarejše avtorsko delo. No pa dajmo, dragi gledalci, pogledati najstarejše avtorsko delo od Alfija Nipiča. Stojim na dolgi cesti, ne morem več naprej, osamljen se počutim,
zato ker tebe ni. Ure dolge čakam, ne vem več, kam bi šel. Kam še šel bi, sedaj, ko tebe ni. A vendar še upam, da se vrnila mi boš nazaj. Povej mi, draga, da ljubiš me še kot tedaj. Sedaj pričel je padat ta dež, ki me mori. Pričel močno je padat, s tem pravi, da te ni. Slika je ostala mi vedno le v spomin. A ti prišla boš drugič, zato me k tebi ni. Slika je ostala mi vedno le v spomin. A ti prišla boš drugič, zato me k tebi ni. A vendar še upam, da se vrnila mi boš nazaj. Povej mi, draga, da ljubiš me še kot nekdaj. Sedaj pričel je padat ta dež, ki me mori. Pričel močno je padat, s tem pravi, da te ni. Slika je ostala mi vedno le v spomin. A ti prišla boš drugič, zato me k tebi ni. Slika je ostala mi vedno le v spomin. A ti prišla boš drugič, zato me k tebi ni. No, vsi, ki zvestno spremljamo vašo uspešno kariero, poznamo le vaše uspehe in inovacije. Se pravi vzpone. Kaj pa padci? Prej ste tudi nekaj omenil o svojih padcih. Povejte eno takšno zgodbo, o kateri ne vemo. Ja, moram reči, da ni bilo enostavno se živeti v Sloveniji, v takšni deželi, kot je Slovenija, se preživljati tudi z glasbo. Tako da sem jaz takrat na začetku velikokrat še se ukvarjal z določenimi stvarmi, da sem se lahko preživljal s tem. Jaz, na primer, 2 leti pripeval z eno pop-rock skupino, to je bila grupa Klan v Zagrebu in moram reči, takrat mi je bilo precej tesno, ne? Ker igrali smo v največjem mladinskem plesišču Tucman in takrat lahko rečem, da sem vedno toliko zaslužil, da sem se lahko tesno preživljal in ko sem enkrat šel, takrat smo enega Fičota, smo se peljali na pop festival v Ljubljano, mi je bencina zmanjkalo in smo si mogli tam nekaj nafektati, da smo se sploh do Ljubljane pripeljali. Ampak bili smo vsi toliko zagreti pa zažgani s to muziko. Mi smo takrat imeli edini v Jugoslaviji Hammond orgle. Edino zato smo bili vedno brez denarja, ker smo mogli pač vsak teden odplačevati te Hammond orgle. Imeli smo
eno približno takšno skupino kot Chicago, ne, Blood, Sweat and Tears, torej klavir, bas, boben, kitara in pa 4 pihalce. Tako da smo igrali takrat glasbo, ki je bila takrat na vrhuncu, ne, in ki jo še danes, lahko rečem, imamo do nje spoštljiv odnos. In z ozirom na to, kot sem že prej omenil, na mladinskih plecih je pač bilo s financami tako, da smo komaj odplačevali tisto, kar smo si nakupili, da smo lahko sploh igrali, ampak bila je volja, bilo je veselje in moram reči, da je bilo takrat zelo natesno, da smo včasih mogli še tudi kaj drugega početi, da smo lahko odplačevali vse tiste stvari, ki smo si jih konkretno, kaj zdaj, ogromno smo dali denarja takrat za ozvočenje, ne, hoteli smo imeti dobro ozvočenje in mislim, bilo je kar nekaj takšnih trenutkov, ko bilo je kljub temu, da je bilo žive glasbe veliko v Sloveniji in tudi takrat v Jugoslaviji. Jaz sem bil v poletnih mesecih, sem vedno prepeval skupino od Kopra do Dubrovnika, ne, na raznih terasah, v raznih hotelih. No, tega zdaj že skoraj ni več, da bi igrala kakšna skupina v živo, 6-7 ljudi, ker nekako je vedno težava, mislim, poplačati te ljudi, ki bi vsak večer igrali, ne, tako da je tega zdaj precej manj, kot ga je bilo takrat. Takrat je imela vsaka terasa malo večjega hotela, imela svojo živo glasbo. In kdaj je nastal uspeh, se spomnite? Ja, ta prelomnica, kdaj? Jaz moram reči, da sem spet spontano, mislim, brez nekega matranja, sem 7-krat ali 8-krat zmagal na enem festivalu v Mariboru Vesela jesen in takrat se mi je začelo odpirati in takrat sem jaz začel študirati, da ne bi več vsak dan prepeval po lokalih, da bi nekako mogoče se začel na en drug način ukvarjati kot glasbenik, in sem se odločil, da bom šel med profesionalce. Takrat sem se še spremljal s kitaro, ne? Ampak ker sem bil vedno en frontman, ker sem mogel tudi določene stvari voditi, pa govoriti, pa sem se potem nekako odločil, da tudi še kitaro odložim, ne? Pol en čas, ker sem igral tudi bobne, sem še v določenih manjših zasedbah igral tudi bobne, ampak moja preokupacija takrat in vedel sem, da mene več pač vleče le v to smer kot vokalnega solista in takrat sem si tudi že prve skladbe pisal, da se le nekako, če bo šlo, uveljavim kot pevec, ne. In koliko skladb ste napisal? Ja, kot sem že prej omenil, na začetku jaz imam okrog 360-365 avtorskih del, če se primerjam s kom drugim, ki jih imajo čez 1000, čez ne vem koliko, tako da sem tu nekje na sredini z avtorstvom, ne. In pravim pa, da je to največ vredno, kadar si ti kot glasbenik tudi avtor, ne, ker takrat kot avtor se ti predstaviš v kompletu, ne. Tudi tisto, kaj čutiš, naprimer, če si ti sam napišeš besedilo, boš tisto napisal, tisto, kar ti čutiš in boš tisto tudi tako, kak čutiš, ko si ga napisal, tudi zapel. Odkje pa pride navdih? Navdih? Odkje črpate ta čustva za... Ja, to bi lahko vprašali velike svetovne mojstre, ne. To ti je dano. To ti je dano ali pa ti ni dano. In kako to izgleda? Se usedete zvečer doma na kavč in pomislite, imam idejo, pesem? Ne, ideja, včasih tudi, ko se po noči zbudim, mi pride ideja, se vstanem. Pa si jo zapišete? Pa si jo zapišem. Ne? Se pravi, ali se posnamem, ali pa si zaigram. Važno je, mislim, tista ideja je važna, ker potem prikrojiti nekaj zraven je veliko lažje, kot pa eno melodijo, eno idejo, ki jo lahko čez 10 minut pozabiš, pa še škoda, si nisem nekako dal jo v spomin, ne? Ali to na kakršnekoli način tehnični, ali pa z pomočjo enega inštrumenta. Se spomnite vseh besedil, vseh pesm, ki ste kdaj zapeli? Ja, jaz še zdaj vem, lahko rečem, da še zdaj vedno znam okrog 50 in 70 besedil na pamet. Ne? Če pa prije kaj takšno trenutno, zdaj še vedno pišem, zdaj imam kar 3 skladbe, ki jih še nisem dal kako bi rekel, v medije, potem pač za tako stvar se moraš pač prej pripraviti, ne? Da se naučiš. To je bilo vedno prej, če smo pripevali na festivalih, ne?
si se mogel dobro pripraviti, ali pa na kakšnem posebnem nastopu, kjer veš, da je treba zapeti novo skladbo. Potem se pač temu tako primerno pripraviš tudi, ne. Jaz sem se malo pripravila in sem izpisala iz enih par vaših pesmi, samo po 4-5 besed. Ja. In bom sedaj prebrala, vi boste pa ugotovili, iz katere pesme je to. Prav? Ja. Ok. Rada gledat grem balet. Ja, to je pa, to ni moj tekst, Ok. to je tekst, kako so si različna. Bravo. Ja. Točno tako. Ok, naprej. Morda bi našla izgubljeno. To tudi ni moj tekst. To je ena pesem, ki sem jo pel z Big Bandom. Naslov pa, ne vem, če mi bo uspelo. Potrudite se. Verjetno se ta trenutek, kak? Potrudite se. Ja, ne vem. Mislim, Ne veste? Ne. Rad bi ti dejal. Rad bi ti dejal. Bravo, Ja. 1 točka za mene. Ja, to sem prepeval na Slovenski popevki. Se dobro spomnim še in tudi velikokrat jo prepevam, ne. Ampak zelo zahtevna, ker ima izredno velik razpon. Torej od nižin do višin, ne, tako da. Kaj to pomeni? Da je težka, mislim, za enega pevca, kar zahtevna skladba. Tudi za vas je težka. Vsekakor, zato ker začneš z tisto spodnjo, ki je lahka, in potem prideš v takšne visoke tone, kjer se moraš potruditi, da to odpoješ. Ok, še 2 pesmice imam. Laj, la, 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 laj. Laj, la, la, laj. Laj, la, 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 laj, to je zelo težko besedilo. Pevka nisem, tako da. Ja, to pa je bilo v veliko, lahko rečemo, teh 500 skladb, ki sem jih prepeval, veliko. Ja, ampak v tej pesmi je največ tega laj, la, 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 laj. To mogoče na pesmi, ki sem jo prepeval z Majdo Sepe, ki je prevod iz ene tuje skladbe, ne bi mogel reči. Ne, to je pesem Štajerska se veseli. 2 točki za mene. Ja, ampak ni laj. La, 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 zapojmo vsi. To me je zmotilo, laj. Je pa samo la. Če bi vi rekli la, 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 la. Tako je pisalo tam besedilo na internetu. To je tak, ki je to napisal, narobe napisal. Ker tam la, 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 zapojmo vsi, Štajerska se veseli. Mislim, ta laj me je zmotil, ne. Ampak je tudi v določenih skladbicah je tudi tu laj, ne. Imam eno, ki je malo španski ritem, ki tudi prepevam te zloge. Mislim, to so popularne stvari, ki jih uporabljamo pač veliko glasbenikov in veliko tudi, kaj jaz vem, včasih tudi orkester, znam se povedal, la, 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 ne. Jaz mislim, da je to malo drugače, ker je bilo laj, la, 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 laj, ok, 1 točka za vas. A mi lahko, ta pesem je bila res najbolj znana, Štajerci jo imajo najbolj radi. A bi mi lahko malo zapeli? Kajti Arena TV, to je v bistvu celjska televizija, na Štajerskem smo. Ta pride še izredno do enega vrhunca, kadar je povezana zelo z športom, torej z mariborskimi violami, ne, in kadar dajo kakšen gol, jaz vem, da marsikdo potem zove la, 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 zapojmo vsi, Štajerska se veseli. Štajerska se veseli, zato ker NK Maribor, torej violi so pač eno društvo, nogometno društvo iz Maribora in moram reči, da imajo izredno veliko teh ljudi, ki hodijo na tekme, ne, in ki imajo spoštljiv odnos do te zvrsti športa. In ogromno navijačev, vedno je kaj zanimivega in moram reči, da si zaslužijo res pohvalo, ker so bili v zadnjih letih res nekaj posebnega v Sloveniji, ne samo na Štajerskem. Ok, no pa še zadnja pesem. Na takšno naletiš le malo kdaj. Na takšno naletiš le malo kdaj, to pa mi je zelo znano, ampak na takšno naletiš le malo kdaj, čakaj. Skupaj z eno gospo ste jo peli. Na takšno... Aha, to je pa v avtu pred menoj. Evo. Ja. Bravo, ok, nekako izenačeno imamo, recimo. No, to sem jaz, to pesem sem slišal, to je tuja skladba, ne, in sem jaz napisal besedilo, ampak hotel sem en dialog napisati med pevko in pevcem, ne,
eno tako zadevo, kjer bi bila mogoče tudi malo vsi, ki vedno slišijo, ali se malo posmejijo, ne, ali se nasmehnejo, ne, ker je en dialog med dvema šoferjema, torej med moškim in žensko, ne, ki je nekdo zasleduje, ona se hoče umakniti, on pa že itak misli iti v isto smer, tako da si potem vse srečno konča. Vi ste zvrsti zabavno, narodno zabavna, pop, vse Ja, možne. Vse posod, vse možne variante ste probali, na zadnji Six-pack Čukurjem. Moj najljubši komad, Vsaka zgodba ima dve plati. Ja, obožujem ga vsako jutro, ko se tuširam Vsaka zgodba ima dve plati in me Super veseli, da vam je všeč. Res, super komad. Tudi na Viktorjih sem gledala, kako sta pripevala. Kaj je že bila pesem? To je pa ena moja narodna zabavna skladba, to je bila prva skladba po Avsenikih. Idejo za naslov te skladbe je dal moj takrat zelo dober prijatelj z ansambla, ki sva se zelo dobro razumela. Jaz sem bil veliko dialogov z njim, skratka skečev na odru, in to je bil Franc Košir, in on mi je takrat rekel, Alfi, neko smo se razhajali, je rekel, Alfi, ostani to, kar si, jaz rekel, kako misliš to? Je rekel, ostani muzikant. In jaz sem to mlel en čas, par tednov, in sem rekel, ostal bom muzikant, nekaj pa čem zdaj, ne? In sem potem dal tudi kot ja, lahko rečem, da je moja kariera bila razdeljena pred Avseniki, ne, ti si 12 let, 18 let za Avseniki in po Avsenikih, ne. In takrat sem rekel, ostal bom to, kar sem, ostal bom muzikant. Torej, in sem tudi napisal to skladbo in sem potem tudi naredil eno tehno varianto, ko smo za Avseniki nehali. Sem jaz v svetovni glasbeni srednji slišal en posebno nov način glasbenega izražanja, in to je bila tehno glasba. In sem jaz takrat z enim odličnim glasbenikom naredil to tehno varianto, ko sem to začel pripevati, je pa zahtevala ta glasba eno posebno obnašanje in pa seveda tudi garderobo. In jaz sem prišel na oder takrat z eno kapo, z sončnimi očali, trenerko, zapatih, in seveda spremljali so me 4 plesalke, ne, in takrat je bilo to, najprej so vsi rekli, tako za sebe pa je vtrgalo, ne, ker Alfi je nehal zdaj za Avseniki, torej v narodno zabavni glasbi, zdaj pa tehno, kaj pa za to, in najprej bil to velik smeh, ne, zdaj se bo, če rečem po domače, zdaj se bomo pa zmešalo, ne, ampak jaz sem zaradi tega vandral leto pa pol iz diskoteke v diskoteko in sem pripeval, jaz sem takoj ploščo še naredil, 12 skladb, potem smo še naredili, ne, in to je bilo, meni lahko rečem, v vseh diskotekah Slovenije je bilo to najmanj ena skladba, ponavadi pa 4-5, tehno Alfi, ostal bom muzikant. No in zdaj sem pa naredil z Big Bandom, to, kar smo pripevala z Six-pack Čukurjem. Ja, kje ste se našla? Kdo koga je poklical? On, vas, vi, njega? Odkje je ta kombinacija? Jaz sem bil vsako leto do sedaj, tudi lani, v Casino Mont pri Mariboru v Šentilju koncert v mesecu decembru, in on je enkrat prišel tudi na ta koncert in sva se srečala pri šanku. Meni pa bil on vedno nekak simpatičen repar in sva se potem pogovarjala in zdaj točno ne vem, a sem jaz dal delo, mislim, da on dal, narediva nekaj skupaj, ne, in potem je rekel, imam eno skladbo, ki je moj prijatelj naredil, ne, in smo midva naredila 2 plati. Ne, vsaka zgodba ima 2 plati, a tvoja ima 3, ne. Mislim, to je ena poanta. Mislim, zdaj sem pa jaz naredil z istim bandom, torej z Big Bandom Vox, odličnih skupek, odličnih glasbenikov, sem pa naredil to priredbo Ostal bom muzikant, ker na ta isti način smo midva potem pa naredila lani v mesecu decembru koncert to moram poudariti, v razprodani dvorani v Casino Mont, in smo tudi televizijsko posneli ta koncert, ne, ki bo zdaj nekako tehnično tako, da bomo ga lahko na kakšni televiziji tudi predvajali. No in od takrat dalje midva včasih skupaj nastopava in zdaj pa bila ideja z glasbenih teh, ki so na RTV Ljubljana, da ravno to skladbo pa potem midva tudi zapojeva na Viktorjih, ne. Super je bilo, gledala sem, bila sem prisotna tam. Kaj pa menite o današnjih modernih izvajalcih?
In o popolni nezvestobi večino Slovencem k narodno-zabavni slovenski muziki. Ne, to lahko rečem zdaj kar mirno, da se, kar se tega tiče, v narodno-zabavni glasbi se je to zdaj zelo popravilo. Ja? Zelo Mislite, popravilo. da ja? Če bi se še tako popravilo, naprimer v zabavni glasbi, ne, bi bil zelo vesel. En čas pa do te glasbe, do te zvrsti glasbe je bil tako malce nespoštljiv odnos. Ampak ti ne moreš nikomur vsiliti ene zvrsti glasbe, če je on totalno opredeljen za nekaj drugega. Jaz ne morem enega prisiliti, da posluša jazz, če je on totalno usmerjen v resno glasbo. Ne? Njemu je to pozitiva, njemu je to duša, njega to pomirja, on uživa. Ne boš ti za nekoga prisiliti, da pa to ne, ali pa da to ne bo pustiti, pa da mora čist nekaj drugega poslušati, pa se ukvarjati z drugo zvrstjo glasbe. Ne? In to se je zdaj skazalo, da so nekako, poglejte, jaz sem prepeval na ladji, ko sem bil na Floridi, sem prepeval na eni ladji, ki je šla Meksiko, Jamajka, Bahama, okrog Kube, in s tem hočem povedati, ko sem prišel v Meksiko, so me takoj pod ladje pričakali mariači. Torej, lahko rečem, da to je njihova narodno-zabavna glasba. Narod jo igra, narod jo je sprejel, to ni njihova resna glasba, ali pa jazz glasba, ali pa ne vem kaj. To je njihova narodna muzika, katero imajo na veselicah, country muzika. Je beseda country, kaj je to? Dežela. Torej, deželska muzika, ampak se boljši čuje, ker rečeš country muzika, ne? Pri nas rečeš narodna zabavna. Samo to je glasba naroda. Mislim, to preprosti ljudje ali pa tudi intelektualci. Jaz vem, ko sem prepeval v Slaviji in je prišel takrat doktor, profesor, magistre, kaj vem, kaj sem bil, je rekel, bil je pa iz Sarajeve, je rekel, ga igrate kakšno našo? Jaz sem, ker sem prepeval po lokalih, sem rekel, ni problem. In ko smo zapel par njihovih skladb, je bil všečen, rekel, pa to je nemogoče. Rekel, kako ti to? Pa sem rekel, pa normalno, meni je vsaka glasba všeč. Ampak boli me pa zadnji čas je to, da naprimer našo muziko, slovensko zabavno, vrtijo po noči ob 12 pa do 2. Ja. Jaz se peljem včasih, pa poslušam radijske postaje, pa slišiš prej angleško, prej nemško, Pa zakaj mislite, prej da je to hrvaško tako? kot pa slovensko. Pa zakaj? Meni ni znano to, ne vem, ali en čuden odnos je, ampak jaz vem, to je premalo nacionalnega ponosa. Če se ti sramuješ svoje besede slovenske, ker sigurno od te gore zabavne glasbe, ki je bila posneta, se sigurno od tega najde najmanj polovica ali pa 40%, ki je zelo dobra glasba. Ne? Poglejmo, če je kakšna melodična skladba, ni naša. Če pa kakšna slovenska je pa težka ali pa taka, ki ne pride masi v uho. Ne? In zato je ta negativni odnos tudi, ljudje se hočemo z glasbo zabavati. Prijetna ona mora biti. Glasba je prijetna glasbena kulisa, ki moraš ti uživati v glasbi. Ne? Zdaj pa, kaj sprejme masa, mislim, tisto, da bo jim lepo, ne? Eni imajo pa rad, kaj zdaj, imaš v džezu, imaš več zvrsti džeza. En uživa v tej zvrsti, en pa v tej. In je isto pri zabavni glasbi. Ne? Isto je pri resni glasbi. Nimaš samo opero, imaš nekaj drugega. Nimaš samo, kako zvrsti džeza, imaš več zvrsti džeza. In tudi imaš več zvrsti zabavne glasbe in več zvrsti narodno zabavne glasbe. Ne? Pa mislite, da vseeno v Sloveniji premalo slovenskih izvajalcev, pevcev? Poglejte, Francija ima zakonjeno, da mora v svojih programih vrteti 70% avtorske glasbe francoske. Ja. In to je spoštljiv odnos do francoskega jezika. Ne? Si lahko predstavljate in šanson, da imate ploščo šansonov, pa da v dobenem šansonu ne slišite harmonike. Oni imajo spoštljiv odnos do harmonike, do francoskega šansona, ki so prepevali po cestah, ko je spremljal s harmoniko. Ne? Ali pa katerakoli druge zvesti glasbe, če primerjamo. Pojdite na nemško govoreče področje, koliko tam slišite v njihovem jeziku glasbe, ali pa pojdite v Italijo, ali pa na Madžarsko, ali pa na Hrvaško.
tu smo mi mogoče malce mačehovski do slovenščine v zabavni glasbi. In upam, ja še vedno upam, da bo nekoč boljše. In če bi imeli moč, kaj bi spremenili? Jaz sem že, ko sem za vse nekaj nehal, sem imel v načrtu tudi nekje svojo radijsko postajo. Ne? V vsaki deželi imaš, ko imaš en nacionalni radio, ali pa imaš tudi eno postajo, ki vrti samo svojo muziko. Meni se zdi, da bi se jaz za to odločil. Ne? In kaj bi to ampak kvalitetno glasbo, mislim. Povsem normalno je, da je v vsakem semenu tudi plevel, ne? Da reče, to vrtiš, to pa ne boš vrtel. Ne? To je povsem normalno. Ampak da rečeš pa, da nič ni v redu, je pa spet preveč. Ne? In vrteli bi verjetno samo slovensko glasbo. Po vsej verjetnosti. Vse imate v vsaki deželi. Poglejte, če začnem spet na Hrvaški, imate nekaj radijskih postaj, ki vrtijo samo hrvaško glasbo. V Italiji samo italijansko. Na Madžarskem, to vedno rečem, prepevajo tuje hite v madžarščini. Ne? Pa je težji jezik kot slovenščina. Jaz ne vem, spoštljiv odnos in hvale vredno, vi ste se naučili slovenščine v 2 mesecih. To ne moreš verjeti, to še jaz težko verjamem. Ne? V 2 mesecih sem se naučila, ampak potem sem nekako nadgrajevala z meseci. Marsikdo ne ve, da niste Slovenka in to je... Res je, čeprav včasih se sliši, pa mogoče gledalci tudi opazijo kakšno napakico, ampak to je zgolj zaradi tega, ker pač ne prihajam iz Slovenije. No, to je lepo. Zdaj ste razkrili mojo skrivnost. To je lepo. In res spoštljiv poklon temu, da se kdo nauči slovenščine v 2 mesecih, tega še nisem slišal. Hvala lepa. Ker smo že skoraj pri zaključku in ker vem, da vi ne marate plesati. Ne bom rekel, da ne maram plesati, ampak kadar sem na kakšni zabavi in sem nekako najavljen, da bom prepeval tam, potem tam, kjer prepevam, ne plešem, ker se mi zdi nerodno, da pridem tja, pa namesto, da bi bil stal na odru, pa zabaval ljudi, se grem sam zabavati. No, to pa res imam do tega takšen odnos, da takrat ne plešem. Ne? Ampak drugače pa ni problem. No evo, to bo sedaj moj izziv za vas. Sedaj me boste naučili plesati na en vaš komad iz tukaj. Eno pesem. Eno pesem si boste zbrali. Naj bo presenečenje. Naj bo presenečenje za vas, dragi gledalci. Midva sedaj se bova pripravila, za vas so pa reklame. Ja, no, pa zaplešimo. Smej, prosim? No, pa dejva. Ajde. Že dolgo sam zdaj tu stojim, zdaj se nič več ne bojim, da stara klapa je že šla, zdaj so že zdavnaj vsi doma. 2-krat. Najlepši cajt je za zori, ko da je z mano celi svet, mi od veselja gre na jok. Daj mi pomagaj, ljubi Bog. Najlepše je doma, ja, slovenska muzika, tudi za celi svet. Niti slučajno ne bi šel drugam živeti. Najlepše je doma, slovenska muzika, tudi za celi svet. Niti slučajno ne bi šel drugam živeti. Bravo! Zelo zabavno je bilo, zmatrali ste me, vroče je bilo. Hvala, ker ste bili nocoj z mano v mojem studiu, hvala, ker ste si vzel čas, vesela sem. Hvala tudi za vabilo in lep pozdrav vsem poslušalkam, torej gledalkam in gledalcem TV Arena. Željo, da se še kdaj spet vidimo. Tako je, dragi gledalci, hvala, ker ste bili nocoj z mano v moji oddaji O. Ime mi je Olga, zdravo pa imam Alfija Mikića. Adijo, čau. Gremo naprej plesati, a ne? Ja, valjda, zgaba ne? Domače za Slovenijo, si reče
rečem stari, tu si doma, tu je za nas